Lepo pozdravljeni, dragi študenti in študentke. Moje ime je Tilen Einfalt in danes na žalost ne morem biti z vami, drugače bi vam v živo predstavil mojo Erasmus plus izkušnjo. Ampak tako je, na srečo nam omogoča, da tehnologija, da lahko to zdaj delamo tudi na daljavo. In evo, moja Erasmus plus izkušnja. Zdaj, jaz nisem imel klasične Erasmus izkušnje kot morda osebe, ki so prej predstavljale, ki so bile na izmenjavi po pol leta, ta klasična Erasmus izmenjava. In sicer jaz sem bil na dveh takšnih krajših, skrajšanih verzijah, ki so vseeno v sklopu Erasmusa oziroma ta zdajšnja iz Pariza v sklopu Utopije. Torej, bil sem v Gentu, v Belgiji. To je bilo marca. To je bilo v sklopu Erasmusa, in sicer BIP program, to pomeni po angleško Blended Intensive Program, torej skrajšani program, ki je bolj intenziven, ker je trajalo tam en teden. Ter pa pred kratkim, zdajle 2 tedna nazaj, sem bil pa v Parizu, v sklopu te Utopije, kjer je pa tudi bil tak skrajšani program za, kot piše tamle Innovation Challenge, tak hackathon varianta. In v tej predstavitvi vam bom povedal malo mojo izkušnjo, kako sem se sploh prijavil, na kaj je fajn biti pozoren, pa zakaj je fajn iti. Torej, jaz zelo redno spremljam vse naše študentske novice od univerze, od, Erasmusa, v glavnem, prijavljen sem na vse te novice. Pa ne samo zato, da gledam te razpise, včasih so tudi kake fajne informacije, a ne. Med drugimi so pa tudi ti razpisi objavljeni. Zdaj na Diaprojekciji je ta zdaj novejši od Utopije. Tega sem zasledil glih v enih novicah, ko sem jih dobil po mailu, da se bo izvajal zdaj v kratkem, novembra program oziroma ta Utopija razpisuje ta Innovation Challenge in notri je vse popredalčkano, res. Ti klikneš gor na ta link, tam imaš vse informacije, PDF, tako kot tule recimo, po členih, vse, lepo in prav. Kako se moraš prijaviti, kam moraš poslati, kaki stroški, v glavnem vse je v teh razpisih noter napisano. Tako da ni zdaj problem oziroma, da bi bili dezinformirani oziroma, da ne bi imeli dosti informacij, se vedeli, kako se prijaviti, da ne bi vedeli, kako se prijaviti ali pa kaj takega, ne, vse je res tam, vse piše, tudi roki so vse, v glavnem deluje. Deluje, je v redu, eni pravijo recimo na Erasmusu, da je veliko preveč birokracije. Ja, včasih je, a ne, ampak glih zaradi tega ti lahko pol stroške opravičijo. In torej, ja, prek tega razpisa sem se jaz pol prijavil. Fajn je imeti pripravljeno CV, torej življenjepis, pa, znati tudi pisati dobra motivacijska pisma, ker to ponavadi zahtevajo na teh razpisih. Torej CV, malo motivacijska pisma, zakaj te to zanima, pa tako naprej. Ampak verjamem, da ste vsi v tem zelo dobri. Kaj še? Torej, kot sem rekel, v, teh razpisih je že vse razčlenjeno, kaj vse je treba, narediti. Zdaj pa, jaz sem bil, kot sem omenil, v Gentu, Belgiji, in pa zdaj v Parizu. In postopki so bili malo drugačni. V Belgiji smo dobili neki pavšal na dan, torej neko kvoto, ki smo jo dobili na dan, za življenje tam. Torej že vnaprej. Ti se torej prijaviš tam v obrazcu, obrazec je bil malo drugačen. Ti se tam prijaviš, poveš, kako dolgo boš in tako naprej, in oni ti pol, če boš seveda potoval zeleno, in oni ti pol založijo denar,
ki ga tam imaš, recimo ponavadi je tam nek 70 evrov na dan, odvisno v kateri državi si. In to so pol cost of living, torej stroški bivanja, stroški hrane, prevoza, torej vse je to všteto. Tako da res gre zelo, zelo malo v tvoje stroške. Torej stroške, ki jih imaš ti, si jih pol sam narediš. Ne vem, s tem, da greš kupiti kak dober pir, a ne, ali pa da greste ven, ali pa da si kak spominek kupiš, a ne. Drugi stroški, bivanje, hrana, razen če ajde, se veliko je, a ne. Pa če hočete bolj v fancy restavracijah jesti ali pa karkoli, tisto je pol na vas. Ampak po večini so stroški res zelo dobro pokriti. To je bilo za Belgijo. Zdaj za Utopijo so nam pa že vnaprej rezervirali hotel in letalske karte. Torej mi se s tem sploh nismo rabili ubadati, kar je bilo super. Hrane nič nismo dobili vnaprej, financ, ampak smo potem dobili oziroma lahko uveljavljali stroške. Torej, ker tam nismo imeli, v hotelu smo imeli samo zajtrk, potem kosila in večerje nismo imeli oziroma je bila včasih na faksu. In smo potem samo predložili račune, to je bilo že vse naprej povedano, da si shranite račune, in smo lepo pol to stroške uveljavili in so vse nam torej povrnili in zrihtali. Zdaj, mesta so lepa, izbire je veliko. Prvi razpis ta za Belgijo je bila tudi opcija iti v kako Romunijo, pa res izbir je veliko. Zdaj, po slikah vidite res lepa mesta, se splača videti, malo spoznati kulturo pa druge ljudi. Tako da ja, gremo kar dalje. Študij in pa program. Torej, kot sem rekel, jaz sem bil na teh skrajšanih programih, a ne. Jaz nisem imel zdaj predmetnika, ki bi mu mogel pač slediti pa biti tam na faksu. V prvem sklopu, torej v Belgiji, smo imeli temo SDGs, torej trajnostni razvoj, Sustainable Development Goals, in so nas dali v take zelo internacionalne skupine. Res, iz vseh držav so ljudje, ti se tam spoznaš, po večini ste v hotelu, hostlu skupaj. Tako da je res fajn, ker lahko delaš tam skupaj, torej vsi, in se lahko fajn spoznaš, fajn naveze lahko narediš in pa nove prijatelje. Res so vsi zelo sproščeni, vse je sproščeno, ni zdaj, da bi to bilo neko tekmovanje, da bi se šlo za življenje, ne. Malo tekmovalnosti je, oziroma dobra mera. In ja, kot sem rekel, v prvem smo imeli te trajnostni razvoj temo, torej čez cel teden smo imeli predavanja na faksu o tem, pa ne samo to, imeli smo tudi pol predavanja zunanjih predavateljev, predavatelji so res vrhunski. Ena je predavala o storytellingu, torej kako fajno zgodbo poveš za predstavitev, javno nastopanje, v glavnem res se veliko naučiš tudi takih splošnih stvari, ki ti v življenju prav pridejo. Torej, poleg jezika, da recimo vadiš, recimo jaz znam angleško pa nemško in to znam kar dobro, bi jaz rekel, ampak pol, ko pa tam z Nemcem govoriš ali pa pol po angleško, ko moraš tam predstavljati, se pa kar hitro pozna, da tudi malo fali, a ne. In s takimi stvarmi se mi zdi, da pol tudi zelo dobro razvijaš svoje veščine v jeziku, javnem nastopanju in pa nasploh pridobiš neka nova znanja, pa še fajn se imaš. In zdaj tule pri Utopiji je bilo pa tako narejeno, da so bili torej podjetniki. Imeli smo 5 podjetnikov, vsak je predstavil svoj problem, ki ga ima v podjetju, in mi smo jim pol dejansko zastonj reševali ta problem oziroma probali rešiti ta problem. Mi smo imeli tegale gospoda tule na sliki, Stefan Trichet. On se ukvarja s change managementom, torej projektni management v podjetjih, in mi smo mogli en model recimo razviti v 48 urah, da
kako bi to boljš potekalo, kako bi boljš promovirali. In pol se to predstavi pred vsemi, in je kar, mislim, kar fajn izgleda, no. Veliko se naučiš, kot sem rekel, pa spoznaš nove ljudi. Vedno tako naredijo, da so ekipe mednarodne, da res moraš se pogovarjati, v drugem tujem jeziku, pa sodelovati z drugimi. In tu se tudi pol naučiš teh odnosov, ker v ekipi je včasih lahko tudi težko delovati oziroma sodelovati z ekipo. In tu pol vidiš, a ne, kako to rešuješ probleme, če ima kdo kako drugo mnenje, kako pride do konsenza. V glavnem take življenjske stvari, no, ki kar prav pridejo, bi jaz rekel. In pa da ne bom predolg, lahko bi govorili o tem še v nadaljnjo. Da zaključim, torej res se splača, nočem zdaj nekaj promovirati to, a ne, ono, pejte, ono, ampak ja, hočem, ker se res splača. Jaz sem bil, na začetku zelo skeptičen glede tega. V Belgiji sem bil, Belgija je bila moja prva Erasmus izmenjava. Vsi so že govorili, veliko sošolk je že šlo, jaz sem bil pa vedno tako skeptičen, pa bi šel, a ne bi šel, kaj pa pol na faksu, ono drugo, tretjo. Mislim, vse nadoknadiš, ker res ni toliko problem, pa izkušnja nepozabna. Izkušnja je res nepozabna, ker vidiš mesto, vidiš drugo kulturo, spoznaš nove ljudi, res imaš se fajn. In naučiš se veliko novih stvari. In iz mojega tega skepticizma, ki je bil na začetku, je po prvi izkušnji to čisto pošlo in zdaj res vsak, kjerkoli razpis je, se z veseljem prijavim, če imam čas, z veseljem grem, ker vem, da bo nepozabna izkušnja, da se bom nekaj za celotno življenje naučil, spoznal nove ljudi, in pa tudi potoval okoli, a ne. In to na stroške drugih, ne pa svojih. Pa kje bomo pol kje bomo pol, ko bomo imeli, hišo pa otroke za rihtati, kje bomo pol lahko potovali po takileh študentskih izmenjavah? Ne bo možno, a ne. In zdaj je treba to izkoristiti, možnosti so. Ker ne bi zdaj rekel, da ni možnosti, a ne, pa da se zdaj za prijaviti rabiš nekaj ful veliko. Ne, možnosti so, razpisi so, in jaz bi samo zaključil s tem pa rekel, da pejte, nepozabna izkušnja bo. Na žalost pa tudi ne morem odgovoriti na vprašanja zdaj, ker me ni, ampak, bom dal pa v predstavitev tudi oziroma bom poslal, moj mail, tako da če imate kaka slučajno vprašanja, mi lahko napišete na mail, z veseljem odgovorim. Tako da hvala lepa za vašo pozornost, še enkrat, pejte, top izkušnja, nimate kaj za izgubiti in lep dan še naprej.